Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. Druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 7. Predlagatelj je župan oziroma zam podžupan. Poročevalci Žiga Rejc, Martina Magajna, Klavdija Vidmar, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo predajam Martini Magajna. Martina, izvoli. Še enkrat hvala za besedo. Kot je bilo že rečeno, odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe je občinski svet že obravnaval v prvi obravnavi. Pri prvi obravnavi strani občinskega sveta ni bilo podanih pripomb na vsebino posameznih členov. Tudi ta odlok sta občinski službi občine Kamnik in občine Komenda ponovno preučili in se odločili, da se predlaga v odlok unesti naslednjo spremembo, in sicer v prvi alineji drugega odstavka 8. člena se stavek vsaj enkrat letno pranje zabojnikov spremeni tako, da se glasi vsaj dvakrat letno pranje zabojnikov. Vsi ostali členi se ne spreminjajo, ostajajo enaki obravnavi, enaki vsebini kot v prvotnem predlogu odloka. Hvala lepa, Martina, za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Jože Korošec, izvoli besedo. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Samo eno vprašanje imam, zdaj ne vem, te piše noter, da se pa en župan pooblasti drugega za, se pravi, ko bo potekla koncesijska pogodba za nov razpis, pa me zanima, ali ta pogodba zdaj istočasno poteče v Kamniku in Komendi, ali je pri datumih kaj razlike zdaj za naprej, no? Hvala lepa, Jože. Sandi Ušič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Me veseli, da ste saj enega povzročitelja ujeli, če tako rečem, je pa fino, da se to da v medije, no, da se ve, da se stvar nadzira, ker mogoče se bo zaradi tega kdo premislil. So pač taki, ki se tudi slučajno ne bojo, bojo to svoje naredili, vsekakor pa mislim, da ni potrebno razmišljati v smeri, da si ne dodatne stroške z varovanjem in ne vem čem nakopljamo, ker ta problem ni zdaj, ko so tele deponije, ta problem je bil prej in bo še kar nekaj časa trajal, ker glavno je ozaveščanje, ne. Mi se vsi ukvarjamo s tem, kako ločevati odpadke, kako povzročati manj odpadkov, pa ne. In kot občina Kamnik se bomo mogli odločiti, a bomo šli v to smer, ne. Na začetku mandata smo že dali pobudo, dobili odgovor, ki ni bil lih obetajoč, in mi bomo vztrajali na tem, da določena sredstva tudi za to začnemo namenjati v občinskem proračunu in začnemo v to smer delati, da smo mi, se pravi občinski svet, občinska uprava, javni zavodi in tako naprej, zgled občankam in občanom, da delamo v tej smeri, da se manj odpadkov proizvaja, če tako rečem. Tako da, hvala. Sandi, hvala lepa. Besedo predajam Matija Sitar Močnik. Matija, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav sem skupaj v mojem imenu. Zdaj med vmesnim časom se je porodil nekaj vprašanj v zvezi s tem odlokom, in sicer pri 8. členu je navedeno, da koncesionar tudi svetuje koncedentu glede pridobivanja sredstev iz javnih razpisov. Kakšna je bila zdaj v preteklosti praksa, koliko recimo od oka je bilo sredstev pridobljenih na račun pobude koncesionarja. Nadalje ena točka, kar se že v bistvu tudi Sandi izpostavil, glede skrb za čistočo ekoloških otokov. Kaj bi še lahko naredili oziroma kaj kažejo dobre prakse mogoče iz sosednjih ali pa drugih občin, kjer so se v preteklosti soočali s temi problemi, da bi mogoče kakšno rešitev skopirali od njih, in pa nadalje, če ima občina mogoče podatek, kateri predeli občine so še posebej kritični glede čistoče ekoloških otokov. Zdaj mislim, da že nekaj sej poslušamo ali pa se izpostavlja bolj kot ne predel stran Črne,
So pa verjetno tudi še kakšni drugi predeli občine, kjer se pojavljajo podobne težave. Nadalje v 10. členu je omenjeno, da koncesionar ne plačuje dajatve za koncesijske dajatve, kar verjetno pomeni, da zbirni center v Suhadolah prevzame brezplačno. Kako je glede samega vzdrževanja tega centra? Te stroške nosi občina ali ima recimo tekoče vzdrževanje koncesionar, investicijsko vzdrževanje pa občina? Nadalje, kako je v primeru, da koncesionar slabo opravlja svoje delo? Ali se lahko pogodba razveže ali mora koncedent odkupiti koncesijsko dajatev? Nadalje, kako se potem določi cena odkupa koncesijske dajatve in kakšen je nadaljnji postopek? Se izvede nov razpis ali se izbere kakšnega drugega ponudnika na preteklem razpisu? In pa v 47. členu je omenjeno, da se občini lahko odločita in ustanovita svet koncedentov za lažje dogovarjanje ali pa upravljanje dela. Me zanima, kateri so predvideni člani, gre za člane občinske uprave ali se imenuje kakšne zunanje ljudi na pobudo, ne vem, občinskega sveta, župana in tako naprej. In pa ali ima potem to telo vlogo posvetovalno, se pravi opravlja posvetovalno vlogo ali lahko sprejema neke zavezujoče odločitve. Hvala. Matija, hvala pa za vprašanje. Besedo predajam Mojci Jončevski, Malovrh. Mojca, izvoli. Lep pozdrav vsem zbranim tudi v mojem imenu. Hvala lepa za besedo. Jaz bi pa klele šla na eno konkretno zadevo. Skoraj v samem ožjem centru Kamnika, to se pravi za blokom pri spomeniku Judofa Maistra, naj bi bil ekološki otok, ki pa to sploh ni. Prvo kot prvo je tam 16 kant za smeti. Moram reči, da v 10 letih sem samo enkrat videla, da so oprali te kante, ampak to na način, da so kanto dvignili, pošpricali noter in tista umazana voda je tekla na cesto. Če je to pranje kant, pol ne vem, kaj je. Drugič, pokrovi so tako svinjski, da jaz, kadar nesem smeti dol, uporabim rokavice. To ni nobeno pranje in čiščenje kant. Plus tega niti niso poškodovane kante zamenjane, poškodujejo se pa pri samem odvozu smeti. Naslednji problem, ko je pa tudi to, da na istem tem prostoru ima svoje kante tudi trgovina, ki ima za to na črno zgrajen prostor, ki ga pa ne uporablja ga za vse druge namene, ne pa za smeti, tako da imamo še njihove smeti na sami cesti, ki grejo okrog parka. Mislim, to je zame sramotno. Mal stran pri vrtcu je en ekološki otok, tam vidim, da skrbijo za čistočo, da je dokaj urejen. Čim je pa mal stran od oči ljudi, se pa vsi požvižgajo na to. Prosim, da se koncesionarju naloži, da se vse odlagališča smeti obravnava enako, ne glede na to, kje se nahajajo, in pa, da je, če je toliko kant pred enim blokom, da se tudi uredi ekološki otok, tako da bo za vse v redu. Naslednja stvar je ekološki otok pri samostanu ali pri parkirišču. Mislim, katastrofa. Kaj vse tam vidiš čez soboto pa nedeljo, kaj prinesejo, da se včasih sprašujem, a smo, rečemo, v Afriki ali smo v Sloveniji. Groza. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi prosil Klavdijo za odgovor. Mislim, da je bil gospod Lipičnik najprej. Je bil Korošec. Okay. Glede pogodbe. Ne? Okay, ja. Ja, pogodba poteče istočasno, ker je bila podaljšana z aneksom na ta rok, kot je Komenski, ravno zaradi tega, da bomo lahko izpeljali pravno formalno tale razpis. Tako da to je to. Zdaj, gospod Močnik je bil pol. Kar se tiče nepovratnih sredstev, to zdaj v številkah vam ne vem povedati, ker na to nisem bila pripravljena. Vem pa, da je koncesionar
sodeloval preko nekih sredstev Srca Slovenije za postavitev teh posod za olja, tako da je dobil neka sredstva tudi nazaj. To vem, ne vem pa številkno, lahko se pozanimam, pa vam naslednjič javim to. Potem je bila skrb za Suhadole. Za Suhadole odgovarja oziroma skrbi koncesionar. S tem nimamo nobenih stroškov posebnih, tako da to je to. Za vzdrževanje. Zdaj, mogoče gospa Martina, če bi glede razpisa pa 47. člena, ali grem jaz kar naprej, pa se pol na to lahko vrnava? Lahko, ker bi gospe Jončeski še rada odgovorila. Mogoče tukaj vsi malo mešate ekološke otoke, zbirna mesta, super ekološke otoke. Danes sem šla prav pogledati tale, mislim tamle od zadaj za trg talcev. Eno je res ekološki otok in tam na tem ekološkem otoku sta dve posodi za steklo. Kar je pa zbirnega mesta, so pa odgovorni za zbirno mesto, so pa odgovorni stanovalci blokov, ki pa to zbirno mesto uporabljajo. Ravno tako kot stanovalci hiš smo odgovorni za svoje odpadke pred hišo, ravno tako so stanovalci bloka odgovorni za svoje odpadke od zunaj. In najbolje v tem primeru se je obrniti na upravljalca bloka, da poiščete neko skupno rešitev, kako se mogoče dajo te odpadke, te posode zagraditi, da vam vsi ostali ne odmetavajo odpadkov v posode in da pač sami stanovalci poskrbite, da imate zaprte posode. Ena možnost mogoče bi bila tudi ta, da se posode zaprejo s ključavnico, tem pa se morate dogovoriti s koncesionarjem in da mu potem podate tudi ključ in tako naprej. No. Tako da koncesionar pa prazni po urniku. Kar se pa tiče ekoloških otokov, jih pa seveda tudi prazni, če so nasmeteni, in ko dobimo obvestilo, jih vsekakor pokličemo, da počistijo, kakor hitro lahko. Tako da ne vem. Jaz predlagam, da se obrnete, kar se tiče vašega zbirnega mesta pri tem bloku, da se obrnete na upravnika in da najdete skupno rešitev. Bilo še kaj drugega. Tako da eno so zbirna mesta, eno so ekološki otoki in eno so super ekološki otoki. Za zbirna mesta so vsekakor stanovalci odgovorni sami. No. Je pa seveda velik problem, ker vsi ostali odmetavajo, ko se pripeljejo mem, odpadke res noter, tako da to bi se mogli pa z upravnikom kar pogovoriti in s svojimi sosedi, tako naprej. Mogoče pa še Martina zdaj, če bi na 47. člen, ki je bil svet koncedentov, ja, pa nov razpis. Gospodu Močniku. Predlog člena 47. člena, svet koncedentov je kot varovalka vnešen v odlok iz razloga, če bi prišlo do tega, da bi bil svet koncedentov potreben. Trenutno ni predviden. Predvideno je, da ena občina pooblasti drugo občino, predvsem iz administrativnega razloga, ker v samem sistemu lahko objavi samo ena občina z dostopom do portala javnih naročil. Hvala lepa. Bi še kdo? Če ne, bi jaz. Se opravičujem. Dragica Požek, izvoli besedo. En lep dober dan in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. In hvala za besedo. Jaz bi predvsem izpostavila ekološki otok na Jakopičevi ulici. Žal so te kante ob cesti. Vsak, kater pripelje mimo, vrže v zabojnike. Pa ni problem, če so to iz bloka. Problem so privatni stanovalci. Stanovalci iz hiš pripeljajo zvečer ali po noči, tako kot je že podžupan povedal, in zmečajo v ekološke otoke razne kante, barve, lake, jupole, stiropore in to vse v ekološke otoke, noter v bioodpadke ali zraven. Tako da je že kanta tako visoka, da jo ne more zapreti, pa še kar nalaga in pokrove polomijo. Zdaj ne vem, predlagam, da ste pobudo publikusu, da obvesti lastnike privatnih hiš, da morajo tudi oni imeti za svoje potrebe kante in da ne mečejo v zabojnike blokovskih stanovalcev
Jaz sem že opozorila tiste kršitelje, pa sem rekla, gospod, to ni vaša hiša, to je blok, mi od vas plačujemo. Je rekel, gospa, jaz tudi publikus plačujem. Ne trdim, da ga ne plačujete, ampak ne našega odvoza. To plačamo mi. Vi imate hišo, morate imeti zabojnike in tudi za nje poskrbeti in plačevati odvoz. Zato prosim, res dam pobudo, da od publikus pač obvesti privatne stanovalce, privatnih hiš, da morajo imeti svoje kante in odvažati in plačevati tudi sami, ne pa da napolnijo kante stanovalcev blokov in ti plačuješ, nimaš pa kam dati smeti. Hvala lepa. Dragica, hvala za pobudo. Matija Sitar Močnik, izvoli. Ja, hvala. Zdaj še dve vprašanje sta ostali spregledani, in sicer ponovno glede ekoloških otokov. Zdaj smo spet slišali še dve mesti, kjer se pojavlja problem. Me zanima, če je občina že mogoče pri ostalih občinah preverila kakšne dobre prakse, vkolikor ne, mogoče smiselno, da to naredi. In pa nadalje glede, kako je v primeru, da koncesionar slabo upravlja svoje delo. Ali se koncesija enostavno razveljavi in se ponovi razpis, ali mora občina dejansko koncesijo odkupiti in kako se potem sploh določi ta cena in kakšen je potem nadaljnji postopek, ali se razpis ponovi ali se izbere naslednjega na prejšnjem razpisu. Hvala. Hvala lepa za vprašanje, pa bi prosil Klavdijo za odgovor. Ja, takole. Zdaj na prvi del glede ekoloških otokov. Možnosti so še potopni ekološki otoki oziroma neka zbirna mesta, ekološki otoki, no. Ampak zdaj na ekoloških otokih imamo, kot sami veste, samo še steklo in moram reči, da se je stanje na ekoloških otokih izboljšalo, čeprav so točke, kateri ekološki otoki so konstantno onesnaženi. To je bil ekološki otok v Stranjah, tako kot prav Sandi, in hvala Bogu ga je odnesel. Ja, res. Potem je še ekološki otok v, ne vem, tam v Šmartnem, pa v Srednja vas, ali tam prvi, kaj tam je ena trgovina. No, to so pač ekološki otoki, ki so konstantno taki. In mislim, da bi lahko kdo tudi se obrnil na predstavnike krajevnih skupnosti, kajti jaz mislim, da ljudje točno vejo, kdo dela to in kdo smeti. Saj v Stranjah je moglo biti tako, no, ker se je dejansko videli, da so določeni odpadki, kot so steklenice in razne piksne od velike, od prehrane in tako naprej. Tako da stanje na ekoloških otokih se mi ne zdi več tako, kakršno je bilo. Jaz mislim, da je veliko boljše, no, glede tega, ker smo umaknili rumene posode z plastiko oziroma za embalažo, se je že stanje izboljšalo. Ker vsak, ki misli, če v plastičen stol tam prinesel ali pa en ležalnik, da ga bojo tudi kar lepo odpeljali, ne. In je veliko boljš, kakor je, no. Je pa tle nekako rešitev mogoče še te potopni, ampak tudi v Ljubljani se vidi ali pa kjerkoli druge, da tam, ko smetijo, vsak bo dal zraven, sam da je videl, da je ena posoda, da je koš za smeti in tist, ki ni pri sebi, bo tam vrgel in to tako je. Tako da mogoče te potopni, no, ampak zato je pa treba veliko sredstev imeti in iti v to, tako pa to pa zaenkrat še nimamo, no, planiran, saj jaz ne. Zdaj bi pa hvala, gospa Martina, še na drug del vprašanja. Vezano na prekinitev, razveljavitev, odstop od koncesijske pogodbe, vkolikor gre iz krivdnih razlogov oziroma iz razlogov, da koncesionar ne opravlja skladno s pogodbo svoje dejavnosti, ne gre za odkup, temveč za razdrtje. Odkup se predvideva izključno samo v primeru, če bi koncedent enostransko ugotovil, da bi bilo javno službo mogoče bolj učinkovito upravljati na drug način. Navadno to v praksi izgleda tako, na vsak najame uradnega cenilca, ki vrednost koncesije oceni in se potem najdeta skupaj, koncesionar in koncedent. Vezano še na drugi del odgovora, to je, ali lahko potem koncedent izbere drugorangiranega, ki je oddal na javnem razpisu svojo prijavo. Ne, žal ne, zato ker ko je koncesionar pravnomočno izbran, je po praksi, sodni praksi stališče,
da se lahko razmere spremenijo toliko, da bi nekdo drug bil ugodnejši. Zato je potrebno javni razpis ponoviti. Hvala lepa za poročila. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je od 28 prisotnih 26 glasovalo za, 1 pa proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.